V imenu občine Ajdovščina prisrčno pozdravljene občanke in občani. Pozdravljena podžupana Igor Česnik in Drago Vidrih, svetnice in svetniki občinskega sveta. Pozdravljeni veterani vojne za Slovenijo, posebej tisti v uniformah. Pozdravljene pevke, pevci in zborovodkinja mešanega pevskega zbora Duris Cola. Pozdravljeni ostali prisotni. Vsem čestitam za praznik samostojnosti in enotnosti slovenskega naroda. Našo voljo do narodne samostojnosti smo posebej izkazali na plebiscitu 23. decembra 1990. Našo voljo do slovenske samostojnosti izkazujemo ves čas in jo bomo tudi v prihodnje. Današnji praznik je posebna priložnost, da to še bolj poudarimo in obenem kritično razmišljamo, kako je z našo samostojnostjo sedaj in kako se bomo za njo borili v prihodnje. Najprej poglejmo, kakšna prevara se nam je zgodila v imenu naše samostojnosti. Na plebiscitu 1990 nismo glasovali za kapitalizem in sesuvanje slovenskega gospodarstva. Leta 1990 in 1991 mi nismo vedeli. Toda glavni politiki ter politične elite so vedele, da je samostojna Slovenija le taktika, da sesujejo socializem, omogočijo prodor tujega kapitala in nas postopoma spravijo v Evropsko unijo, povezavo držav za interese v ozadju prikritih združb evropskega in ameriškega velekapitala, ker se naša samostojnost stalno zmanjšuje. Samostojnost Slovenije je bila in je le maska ter propagandni trik za prikrivanje uresničevanja egoističnih interesov kolaborantov tujih sil, kar vključuje tudi izdajo nacionalnih interesov. Nekateri so za svoje egoistične interese izkoristili tudi vrednoto nacionalni interes in jo potem s pomočjo medijske propagande v veliki meri diskvalificirali, da bi čim več Slovencev spravili v sedanje stanje obupa. Tako so delali in delajo, ker so prikrito materialno in prikrito ter odkrito politično odprti od tujih sil, kar je politična korupcija in kolaboracija. Dva od glavnih voditeljev Slovenije pravita, da je potrebno prodati vso preostalo slovensko lastnino v državni lasti, banke in uspešna, večinoma monopolna podjetja. Podkupljeni propagandni stroj nam že 20 let dopoveduje, da se mora država umakniti iz gospodarstva. Zakaj? Zato, da bi banke in podjetja prej ali slej kupil tuj kapital in naš čim bolj izkoriščal. Oslabljena slovenska država ne bo mogla braniti slovenske lastnine, pa tudi sociala se bo še bolj sesula. Namesto, da bi politika v interesu ljudstva obvladala kapital, je obratno. Že ves čas samostojne Slovenije kapital obvladuje politiko in jo namerava še bolj. Najprej je slovensko politiko v veliki meri obvladoval slovenski kapital. Sedaj pa je tega vedno manj. Našo politiko vedno bolj obvladuje tuj kapital ali pa v davčne oaze odtujen slovenski kapital. Sesuvanje slovenskega gospodarstva in odvajanje z malverzacijami v bankah uplenjenega kapitala v tujino je nesprejemljivo. Pa če to izvajajo člani ali mreža nekdanje partijske nomenklature, ali če to izvajajo posamezniki ali mreže novih špekulantov ter kolaborantov. Ni prihodnosti Slovenije, če s tem ne obračunamo. Sedanji pregoni korupcije so malenkosti primerjavi s tistim, kar je potrebno. Preobrat družbenega reda in političen ter materialen obračun najprej s politično korupcijo in potem z največjimi plenilci državnega denarja ter rušitelji podjetij. Zadolževanje je eden od načinov potiskanja Slovenije in Slovencev v odvisnost od tujih posojilodajalcev.
zaigran politični boj in medsebojno obtoževanje, kdo je kriv, med tistimi, ki se deklarirajo za nasprotnike, se na koncu izkaže kot dobro usklajeno sesuvanje slovenske samostojnosti in neodvisnosti. Po njih delih jih boste spoznali. Sesuto domovina je pred nami, sesuli so jo vladajoči. Z zakonodajo in politiko so omogočili tajkunom in drugim špekulantom malverzacije, plenjenje, kraje, stečaje in sprožili pregone šele sedaj, ko so banke in gospodarstvo že na tleh. To je sabotaža, to je izdaja narodnih interesov. Te kolaborantske mreže, ki so očitno po scenarijih tujih sil sesule našo gospodarstvo in banke, ter ga pripravile za prodajo tujcem, so naš največji sovražnik. Seveda so miselni centri, inteligentne službe, mrež tujih sil, slovenskih kolaborantov, pa tudi slovenskih lopovskih lobijev, premeteno trudijo ustvarjati ideološka in idejna nasprotja. Poudarjajo kolaboracijo iz druge svetovne vojne, da bi prikrili današnjo kolaboracijo. Poudarjajo korupcije na nižjih družbenih nivojih, da bi prikrili korupcijo vodilnih slovenskih politikov in političnih elit. Najprej so dovolili ali celo svetovali tajkunom malverzacije, pa potem so iz ozadij vodili sesuvanje podjetij zaradi zadolženosti. Že zdavnaj so postavili uničujočo na mesto odrešujočo zakonodajo o stečajih podjetij. Na koncu, ko je vse sesuto, pa preganjajo nekatere lopove, da bi ljudi prepričali o pravičnosti sedanjega protinarodnega sistema. Največji lopovi žrtvujejo grešne kozle iz svojih vrst, da bi ohranili svoje položaje. Da bi nas tudi duhovno razorožili, na razne načine širijo nekulturo kapitalizma, dobička željnosti, tekmovalnosti, razbijaštva, nasilja, nesočutja do sočloveka, v duhu gesla človek človeku volk. Res, na tem področju smo z našo kulturo, z društvi, z vrednotami bratstva, sodelovanja in solidarnosti že skoraj proti napadu. Najprej duhovni upor in potem politična osvoboditev ter ponovni gospodarski zagon. Pomembno propagandno geslo naših sovražnikov je pravna država. Zakone in ustavo so gotovo po nasvetih tujih inteligentnih služb in od podpore oziroma zaščiti najvišjih slovenskih politikov postavili člene, ki so omogočili krajo in druge lopovščine. Kakšna sabotaža. Tiste, ki so to naredili, bomo poiskali. Zaslužijo si politično in materialno kazen. To je največja, za sedaj še prikrita lopovščina samostojne Slovenije. Kaj je sveto? Niso sveti lopovski členi zakonov. Svet je obstoj slovenskega naroda. Postavili so tajnost podatkov, da ni videti lopovščin. Postavili so, da je lopov nedolžen, ker mu sodišče zaradi plačanih odvetnikov in lahko tudi skorumpiranih sodnikov ne uspe dokazati krivde. Imamo kriminal in kot da ni pripadajočih kriminalcev. Postavili so, da ne velja pravični zakon za nazaj, ne velja retrogradnost, zato da bi ostalo nerešeno, nevrnjeno in nekaznovano vse, kar so pokradili. Ne. Naredili bomo družbeni preobrat, nenasilno revolucijo in kolikor bo mogoče poravnali velike kraje, druge lopovščine ter prevare za nazaj. Tudi sedanja vladajoča politika razprodaje državne lastnine je nelegitimna. Pred 2 letoma je bila relativni zmagovalec državnozborskih volitev politika nacionalnega interesa, ki pa so jo onemogočile očitne politične mahinacije sedanjih slovenskih kolaborantov. Po zaslugi te politike je bilo tudi v naši občini sesuto naše največje podjetje.
Zato so čim prej potrebne predčasne volitve, da se Slovenci izjasnimo, ali smo za razprodajo slovenske lastnine in obnovo nekdanjega hlačevstva, ali smo za pravo in pošteno politiko nacionalnega interesa, ali smo za to, da zrušimo ekonomsko okupacijo in kolaboracijo ter na novo zgradimo našo domovino. Naj bodo predčasne volitve nov plebiscit za slovensko samostojnost. Tretji od najpomembnejših voditeljev Slovenije nas je v petek prepričeval, da smo še vedno gospodarji na svoji zemlji in da to tudi lahko ostanemo, ter da naj bi k temu pomagalo združevanje moči, nekakšna enotnost v duhu imena današnjega praznika. Vesel sem, da vsaj eden od najvišjih vodilnih Slovenije poudarja politiko na svoji zemlji svoj gospod in je proti prodaje državnega premoženja. Ne strinjam se pa z njim glede enotnosti slogaštva. S plenilci, s korumpiranci in kolaboranti ni sprave, je nujen le politični boj, da jim vzamemo oblast in zgradimo nov družbeni red, novo državo, pošteno, delovno ter čim bolj samostojno Slovenijo. Danes je čas, da se Slovenci zavemo vseh prevar in krute stvarnosti ter se jutri upremo s političnimi sredstvi z novo vstajniško narodno politiko. Naj živi boj za slovensko samostojnost, naj živi boj proti razprodaji državne lastnine.